Srečanje je potekalo v odprtem dialogu, ki je omogočal izmenjavo mnenj ter oblikovanje skupnih usmeritev za razvoj turizma v občini Medvode. Udeležilo se ga je več kot 30 predstavnikov različnih sfer na področju turizma, od gostinstva, nastanitev, društev ter drugih dejavnosti povezanih s področjem turizma v občini Medvode. Moram reči, da sem navdušena, ker so res iz različnih segmentov prišli, se pravi različni deležniki. Turizem ni samo ena stvar, je skupek večjih. Predvsem sem pa videla, da pogrešajo taka druženja in izmenjava dobrih praks. Jaz v bistvu sem vesela, da se je ta srečanje sploh zgodil. Hvala Bogu za strategijo. Jaz mislim, da ta strategija se bo zdaj končno res naredila taka, kakršna naj bi bila za naslednjih 4 leta, kot smo rekli. Kaj sem pa odnesla, da strašansko vsi podobno razmišljamo, Sploh ni treba, iz katerega segmenta smo prišli. Gostinci podobno razmišljajo, mi prostovoljci podobno razmišljamo in če zdaj vse skupaj sestavimo, imamo eno sliko tistega, kar bi bilo, in jaz bom rekla, da bom zdaj pogrešala takele druženja, bi bilo dobro še kdaj. Zaradi tega, ker samo z enim še nismo naredili tistega, ker v bistvu jih je še veliko deležnikov, ki bi mogli zraven pristopiti. Namen srečanja je bil skupaj pregledati trenutno stanje turizma v občini Medvode, prepoznati, kaj deluje dobro, ter opredeliti ključne priložnosti in izzive. Iz vsega tega smo potem vzeli neka ključna sporočila, kako zdaj to vključiti v razvoj Medvod 2026-30, v sam turizem, in iz tega skupaj sestavili neko zgodbo o turizmu v Medvodah do 2030 in pa ključna področja za naprej in pa konkretne korake. Udeleženci so pod drobnogled vzeli 5 ključnih področij razvoja turizma: trajnostna mobilnost in butični turizem, naravna in kulturna dediščina, povezovanje, branding ter informiranje. Kako pravzaprav iti naprej, se pravi od trajnostne mobilnosti, povezovanja kulturne in naravne dediščine, predstavitev to gostom, ki bodo prišli v Medvode z nekim določenim namenom, in tudi ostali kakšen daljši čas. V drugem delu so udeleženci usmerili pogled v prihodnost in skupaj razpravljali o tem, kakšen razvoj turizma si želimo v obdobju 2026 do 2030 ter kako okrepiti povezovanje, sodelovanje in soustvarjanje turizma v Medvodah. Zdaj pa sledi pravzaprav prečiščenje tega besedila, postavljanje nekih ciljev oziroma ustvarjanje vizije, pa potem seveda to ubesediti in spisati. Delavnico sta vodili Petra Založnik, projektna vodja coachingov, in nova vodja turističnih programov v javnem zavodu Sotočje, Anja Stare-Zornada, ki je funkcijo prevzela pred približno letom dni. Vidim, da je že zelo veliko enih stvari, je pa še veliko potenciala. Menim pa, da je ta potencial pravzaprav v tem povezovanju pa res neki skupni viziji in skupnemu delovanju. Zato, da se potem tudi lažje navzven predstavimo. Eno izmed izhodišč za osnovanje strategije bo tudi spletna anketa, ki že kroži. Najdete jo na spletnih kanalih visitmedvode.si, prav vsak pa je vabljen k izpolnjevanju le-te. Osnutek predloga strategije bo nato predstavljen strokovnemu svetu javnega zavoda Sotočje Medvode in šel v javno obravnavo, sprejme pa ga občinski svet občine Medvode.